5 let je že minilo od našega prvega doprinosa k projektu Rastoča knjiga. Vsako leto se trudimo, da bi znanje povezali z vrednotami, ki nažalost v današnjem svetu hitenja in potrošništva izgubljajo pomen. Letos smo združili moči in izdali majhno knjigo za velike radovedneže. Gre za knjigo praktičnih nasvetov, ki so jih iz svoje in ljudske zakladnice znanja na plan povlekli učitelji. Knjiga je razdeljena na 9 sklopov. V njej boste našli nasvete za vrtnarjenje, nasvete o živalih, skrbi za zdravje, telo in dušo, skrinjo ljudskih pregovorov, nasvete o pospravljanju in odstranjevanju madežev in kako si lažje in hitreje zapomniti določene stvari. Na naši šoli se zavedamo, da je znanje vrednota. Vrednota pa je tudi razdajanje oziroma širjenje tega znanja, saj drugače ostane neizkoriščeno. Ali kakor pravi pregovor, dober nasvet je vreden zlata. Samo znanje ni dovolj, potrebno ga je uporabiti. In naša knjižica je polna praktičnih nasvetov. Naprimer, za današnji hladni čas, ko nas lovijo razni prehladi, nam pomaga naš nasvet. Grgranje žajblja bolečino v žrelo odganja. Ali pa kako se znebimo neprijetnega vonja v hladilniku. No, vsega ne bomo razkrili, bo potrebno v roke vzeti našo knjižico nasvetov. In še nekaj besed o pomembnih posameznikih, ki krojijo našo idejo Rastoče knjige. Idejni oče tega gibanja je gospod Janez Gabrijelčič, ki je zaslužen tudi za to, da je projekt Rastoča knjiga ugledal luč sveta in dosegel take razsežnosti, da se širi celo izven meja naše države. Edinstven kip, ki pri nas predstavlja projekt, je avtorsko delo gospoda Francija Kocjana, narejen je iz enega samega kosa kamna. Vsako leto deklico, ki smo jo poimenovali Marjetka za Rastočo knjigo, dvignemo za nekaj centimetrov, pod njo pa postavimo novo kamnito knjigo, ki predstavlja naše delo v določenem letu. Kot župan občine Šmarješke Toplice seveda zelo podpiram projekt Rastoča knjiga. Vesel sem, da imamo leto že 5. obletnico tega projekta. Hvaležen sem dr. Gabrijelčiču in vsem ostalim, ki so imeli ta vizionarski čut z namenom, da naredijo nekaj dobrega in spodbujajo kreativnost pri naših učenkah in učencih osnovne šole Šmarjeta. Letošnje leto je seveda nekaj posebnega, zato je posebna tudi tematika letošnje Rastoče knjige, ki se dotika zdravja kot ene naše posebne vrednote in vse čestitke res mentorjem in pa seveda učenkam in učencem, ki so naredili s tem prvi korak v smislu pisateljevanja ali pa opisa tistega, kar jim v zvezi s to tematiko dejansko leži na duši. S tem seveda se spodbuja kreativnost pisanja, poglabljajo se vezi, poglabljajo se tudi znanja in posebej se mi pa zdi pomembno, da učenki in učenci na ta način prispevate tudi k temu, da smo bolj zdravi in da vsak dan gremo z več upanja v svoj delovni dan. Srečno! Jaz ne grem več v šolo. Jaz tudi ne, kar naprej me sem nekaj sprašujejo. Kako naj jaz grem, če še učiti ne vem? Ampak čist res. Jaz mislim, da bi čist dobro skajal brez šole. No, le Janiko, ta bo sigurno rekla, da šola je obvezna seveda in poučna. In malica je dobra, sploh samo postrežna. Da se pa čist strinjam. V šoli se učimo branja, pisanja. Prehranjevanja. Pa, mori so tudi zakon. Joj, a veste, če sem vsega ne povedala, če ne bi hodila v šolo? Po mojem je bilo čisto lušno. Pa spal bi dolgo. No, pa poslušajte pesem o fantu, ki se je tudi kar naprej trval, da ne gre v šolo. Upam, da se zdaj često naučite.
razumem. Šola je pomembna. Ja, šola je pomembna, pa ne samo ta. Prava šola. A ste že slišala za 11. šolo pod mostom? Kateri mostom pa? Točno. Ne, tako se radi šole življenja. Ne učimo se samo v šoli, ampak tudi doma, na ulici. Vse veste, praktični sveti. No, jaz imam pa poznam eno zelo dobro pesem od Ferija Lajščka, pač njegovega nasveta se pa vedno držim. No, jaz bi pa res rad slišal tale nasvet. Ferij Lajšček, drobni nasvet. Če mi prineseš bombone, jih prosim kupi v trgovini, tudi za slane. Razumem, ker bi bil tako velik. No, okej, tudi to je dobro nasvet, priznam. Ja, pa moja mama je čist vedno polna nasvetov. Naprimer, ona me je naučila logike. Na moja vprašanja, zakaj, odgovori zakaj. Zato, ker si mi jaz tako rekla. Logično? Ne. No, moja me je pa naučila ogromnega potrpljenja. Za mizo bo sedel toliko časa, dokaj celota ne bo izginila. No, moja pa pričakovanja. Lepo čakaj, da oče pride domov. No, moja me pa naučila še marsičesa. In te svete si dobro zapomniti. Mama zna. Mama zna mnogo stvari. V trenutku spravi v red hišo, otroke in moža. Mnogokrat hkrati opravlja stvari kar za dva. Doma deli poljube in piha na rane, ki jih povzročajo takšne in drugačne bolečine prostrane. V službi se obnaša profesionalno, bere strokovno literaturo, toda nikoli, res nikoli, ne pozabi na srčno kulturo. Tega se rada uči od otrok, teh majhnih ljudi, ki se jim svet vedno, čeprav včasih krut, pravličen zdi. Ja, to bi pa res rad videl, da bi se moja mama kaj naučila od mene. Tako bi bil ponosen. No, saj se lahko. Ali veste, smo letos na naši šoli izdelali tudi knjižico nasvetov? Res? Kakšnih nasvetov pa? Počakajte, imam sestavo. Poglejte, knjižica je naslov Majhna knjiga za velike radovede. No, glih zame. No, razdeljena je na 9 delov. Tako kot vidiš, 9 delov. Že vidim. Nasveti o zdravju, kako že rečejo, za vsako bolezen je raste ena rosa na tem svetu. Pa nasveti o čiščenju, no tega pa jaz rabim. Če ne, me mami po celi vas lovila. No, in kaj prav ta nasvet, če te mami po celi vas lovila? No, otroške hlače, ki so na kolenih zelene otrave, namočimo v topli vodi z dodatkom limoninega soka. In če so madeži zelo trdovratni, limoni sok kanemo naravnost na madež, potem namočimo ga še v toplo vodo in ga damo pravi stroj. No, tole pa sploh ni šlo. Ja, pa zdravstveni nasveti o živali, potem imamo tudi vrtičkarski nasveti. Ali ste na primer vedela, da so ježki zelo koristni, saj na tako skrbijo, da se nekateri škodilci pretirano ne množijo? Ne sme pa piti mleka, saj jim povzroča hude prebavne težave. Kaj? Mleka ne smejo piti? Ne, lahko pa je domača etiketa. No, pa spet učenje. Saj sem vedel, da ne gre pri šole. Pomiri se, prav praktični nasveti so. Recimo, najdi svoj stil učenja. Pravilo si zapoj, hodi naokrog, ne vem, celo zapisuj si, kar ti najbolj pomaga. Ampak, meni dobesedno bolj pomaga, oziroma si bolj zapomnim, če hodim naokrog. Ja, saj ti tak zmer hodiš okrog, ne? Glej, pa nasveti v duševnem zdravju, no Nika, tega pa ti poslušaj. Vsi smo si različni, spoštuj drugačne, se pravi naj z rokom, pa ne da? Ja, imate prav. In ti nasveti prihajajo iz roda v rod. Že naše babice so poznale večino. Dobro pa je, da se jih zapomnimo in jih ne pozabimo. No, poglej, tole si pa lepo povedala. Sploh tale nasvet iz ljudskih mladosti, kako smo že rekli, slog je moč.
Ja, tudi jaz priznam. Lepo je, da si pomagamo in hkrati tudi sodelujemo. Ja, se čisto strinjam, na svet gre od ust do ust. Znanje je potrebno prenašati naprej, da postanemo čedalje boljši In lepši. Pa lepa sva že. Ja, ampak je pa vseeno lažje, če si med seboj pomagamo. A ni res? Se čisto strinjam. In naj bomo dam še en zelo dolg nasvet. Kdor nima v glavi, ima v nogah. Veš ta, ravno da zagraj. Pa res, zavijamo! Kurva! A ti go! Z rastočo knjigo se na osnovni šoli Šmarjeta ukvarjamo že od leta 2016. Naš prvi prispevek k rastoči knjigi je bila beležka vrednot.
Povezana je bila s šolskim koledarjem in posebnostmi v tistem šolskem letu, z ilustracijami pa so jo dopolnili naši učenci. V drugem letu smo se ukvarjali z vodnikom po dolini Šmarješki. Izdali smo knjigo z naslovom Po dolini Šmarješki nas vodi korak. V njej je opisano 9 poti, ki so povezane s posameznimi vrednotami, te so pa pravzaprav vodilo Rastoče knjige. Od zdravja, ljubezni, prijateljstva in tako naprej. Sledila je knjiga poezij Rasta je deklica. Ta knjiga poezij je sestavljena iz pesmi tako naših šolskih otrok, kot tudi odraslih predstavnikov občine. Naslednje leto pa smo Rastočo knjigo popestrili s koledarjem in ko se je koledar na koncu leta 2020 iztekel, so se listi koledarja otrgali in takole zgoraj je ostala lična knjiga, na kateri so narejene fotografije šole in opis zgodovine šole. Poleg tega pa so v tej knjigici ostale tudi ilustracije naših učencev in njihovi literarni prispevki. Naše zadnje delo pa je majhna knjiga za velike radovedneže. Gre pravzaprav za knjigo nasvetov, ki je razdeljena v 9 sklopov. Govori recimo o zdravju, o vzdrževanju zdravega duha v zdravem telesu, potem o ljubezni oziroma skrbi za živali in tako naprej. Torej, vsaka stran ima svoj nasvet, ki je opremljen z ilustracijo. Kaj bo pa naslednje leto, je pa presenečenje.